Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se je po predlogu našega gledalca znašel na tapeti iOS Network. No in najprej si dajmo pogledati, o čem se ta kriptoprojekt sploh gre, in imam tukaj že pripravljene zapiske. Torej, iOS Network je decentralizirana platforma, ki prinaša inovacije na področje video pretakanja, shranjevanja podatkov in računalništva v oblaku s pomočjo blockchain tehnologije. Namesto, da bi se zanašala na centralizirane strežnike, iOS uporablja peer-to-peer omrežje, kjer uporabniki delijo svoje neizkoriščene računalniške vire, kot so pasovna širina, procesorska moč in shranjevalni prostor v zameno za nagrade v domačem žetonu iOS. Ta model ne le zmanjšuje stroške gostovanja in distribucije digitalnih vsebin, ampak tudi izboljšuje hitrost, varnost in zanesljivost omrežja. iOS Network deluje na lastni blockchain infrastrukturi, ki je združljiva z Ethereumom, Cosmosom in drugimi ekosistemi, kar omogoča široko uporabo pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij. Svojo vizijo postati vodilna decentralizirana infrastruktura za digitalne medijske storitve, iOS ponuja potencialno revolucijo v industriji pretočnih vsebin in shranjevanja podatkov, saj zmanjšuje odvisnost od tehnoloških gigantov ter omogoča bolj pravično in decentralizirano prihodnost interneta. No, to je to, kar se tiče samega projekta. Dajmo si mi zdaj pogledati, kakšna investicija dejansko je. In seveda bomo šli skozi naše segmente. In ta prvi segment, kjer preverjamo sam projekt, torej jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in jasnost bele knjige. Če gremo tukaj na njihovo spletno stran, moram reči, da mi je kar všeč, tudi takoj se ve, o čemu se gre projekt, kar je super. Tudi bela knjiga, zdaj sicer prav bele knjige jaz nisem našel, ampak v zadnjih časih je bolj v modi, da dajo svoje dokse kot belo knjigo. In tukaj smo zdaj na njihovi docs strani in kot vidimo je zelo, zelo lepo posegmentirano vse skupaj in tudi zelo lepo obrazloženo. Recimo tokenomika in podobno. Tukaj je vse lepo posegmentirano. Tako da prvi segment. Ja, projekt je zelo jasen cilj, tudi vpliva na realno industrijo, kot smo videli že v samem začetku, in tudi jasnost bele knjige. Ja, tukaj je vse jasno in vse lepo obrazloženo, tako da za ta prvi segment dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo ekipa in podpora, kjer malček preverimo ekipo, kakšno ozadje in znanje imajo. No in smo tukaj zdaj na spletni strani cryptorank.io na zavihku Team, kjer lahko vidimo njihovo celotno ekipo. In nas ponavadi zanimajo founderji in pa CTO-ji. Zdaj, founder je Erman Tiputra, jaz upam, da nisem razmesaril njegovega imena. Dajmo si pogledati njegov LinkedIn, kakšne ima kaj izkušnje od prej. Tako vidimo founder od iOS, prej je bil founder tudi od eStrades in tukaj imamo še njegovo izobrazbo. Ni precej napisanega od njega. Vidimo pa tukaj, da je delal 22 let in bil je samozaposlen. Tako da tukaj smo pač dobili malček nepopolne podatke. Dajmo si pogledati še CTO, to je Trieu Nguyen. Jaz upam, da tudi njegovega imena nisem razmesaril. Ok, in torej CTO, iOS Network. Prej je bil full stack developer na Tavico in full stack developer na Lighthouse Ltd, torej programersko ozadje vsekakor ima. Poleg tega tukaj vidimo, da ima tudi finančno ozadje. Zdaj,
Kar se tiče blockchaina, nisem našel, morda tile podatki tukaj manjkajo, ampak vsaj po njemu lahko vidimo, da neko znanje v ozadju je. Potem pogledamo tudi financiranje in podporo, kdo je že vložil v tale projekt in vidimo tukaj, da so imeli prodajo svojih žetonov, torej IDO-ji, in pa privatna predprodaja. Tukaj so zbrali 1,1 milijona dolarjev in potem 155 tisoč in pa še 100 tisoč. Zdaj, tukaj na tej strani niso zapisani prejšnji investitorji, katera podjetja so že investirala v ta kripto projekt. To sem našel na eni čisto drugi strani. In to je tale na PitchBook. Samo malo, da dam tole stran. In vidimo tukaj, kdo je že investiral. Andromeda Capital, Artemis Capital, DFV Labs, Future Money Group in GD10 Capital. Tako da ja, vsekakor podpora od realnih in še kar znanih podjetij je v ozadju. Tako da tudi za ta drugi segment dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Ali je uporaba blockchaina upravičena, ali je uporaba žetona upravičena? Seveda, vsekakor je, to smo razložili že kar na začetku. Tako da tudi v tem segmentu dobijo vse možne točke, to je 10 od 10. Naprej imamo četrti segment, to je napredek in cilji. In tukaj moram reči, da sem bil kar malček razočaran, ko sem odkril tale njihov roadmap. In tukaj imajo samo nanizane feature, katere očitno nameravajo narediti, ni pa nobenih datumov, nobenih linkov, da bi se karkoli kaj obrazložilo. Zdaj, to sem jaz našel, če ste morda še vi karkoli drugega našli, kar nalepite povezavo spodaj v komentarje. Tako da tukaj za ta segment dobijo 3 točke od 5. Sicer neko obveščanje imajo, ampak je kar nepopolno. Naprej imamo 5. segment, tehnična analiza. Kakšno je kaj gibanje cene? Pa dajmo si pogledati kar tukaj na cryptorank.io, gremo na zavihek overview in tukaj od spodaj imamo mi potem tale graf. Zaenkrat tako nadaleč, ko gledam, kar malček slabo kaže. Dodajmo še RSI indikator. In tako, dajmo si pogledati. Tukaj se takoj vidi, da smo izgubili tole podporo na 45 centih. In zdaj je vprašanje, kaj bomo mi tukaj naredili. Ali jo bomo šli testirati gor kot odporno mejo, kar mislim, da bi se znalo zgoditi. Torej, to je zdaj odporna meja. Torej, da gremo gor testirati teh 45 centov in smo od njih zavrnjeni in gremo še nižje. Trenutno se držimo tele podpore na nekje 28 centih. Ta mora zdržati, ker če ne, naslednja tukaj je šele na 15 centih. In če se izgubi tale na 15 centih, potem lahko gremo v odkrivanje cene navzdol. Tako da je treba paziti, so kar mešani signali. Tukaj imamo sicer bikovsko divergenco, ko imamo dno in pa nižje dno v gibanju cene, medtem ko RSI pa nam je naredil tukaj, samo malo, tole me kar malo moti, dno in pa dno na nekje isti višini. Jaz upam, da bom tole zdaj prav označil, lih imam tele ikonice tukaj čez. Ja, dajmo reči, da sem prav označil. Torej, imamo bikovsko divergenco, ampak ta bikovska divergenca se lahko še vedno nadaljuje s padanjem. Tukaj imamo tudi skrito medvedjo divergenco, imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI, kot vidimo tukaj, je naredil pa vrh in pa višji oziroma vrh na nekje isti višini. Tako da vsega skupaj so mešani signali.
Kar se tiče samega volumna na menjalnicah, ja, meni se zdi to ok, v zadnjih 24 urah, tam nekje 15 milijonov volumna, drugače menjalnice so tudi kar znane in volumen je kar zadovoljiv, tako da za tehnično analizo ta naš peti segment dobi 11 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo sentiment, kdo jim vse sledi in ali so že kakšna realna podjetja začela uporabljati pač njihovo storitev. In vidimo tukaj, da ja, imajo kar nekaj podjetij, ki jih imajo v partnerstvih, recimo Google for Startups, WinAI, celo Nvidia, Qualcomm, tako da kar znana podjetja. Dajmo si pogledati zdaj še njihova socialna omrežja. Imajo tukaj Twitter in na Twitterju imajo 107 tisoč sledilcev, kar je kar precej. Pa še Telegram imajo, tukaj imajo pa tam nekje 14.500 sledilcev, kar je tudi kar velika številka. Tako da za šesti segment sentiment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. In naprej imamo Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je pri marsikaterem podjetju že zakompliciralo in ja, očitno se bo tudi pri tem zaradi tega, ker nimajo narejenega Certik varnostnega preverjanja. Ampak imajo pa še vedno visoko oceno in ta projekt na podlagi te ocene sodi med top 20%, zato dobi 5 točk od vseh možnih 25. Ker nažalost pač nimajo narejenega Certik preverjanja in tudi mi sami tukaj ne moremo preverjati stvari, kako so kaj šle. In tako, skupna ocena tegale projekta je 69 od 100 in glede na to oceno ta projekt sodi pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Ampak kaj vi menite o tej raziskavi? Smo tudi mi morda kaj izpustili? Kar komentirajte spodaj, želimo slišati vaše mnenje. Seveda se priporočamo tudi za kakšen všeček in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.